V zadnjem obdobju je zelo aktualno dogajanje okrog ločitev. Vedno radi rečemo, pa kako je to možno? Ja, pa kar naenkrat, ne? Nič ni kar naenkrat in kako je to možno, pa še kako je možno. Ko dobimo poškodbo, ko se nam nekaj zgodi, smo vajeni to takoj sanirati. Zakaj? Ker vemo, da ko imamo rano, jo moramo oskrbeti, jo moramo očistiti, moramo razkužiti, moramo potem še kaj namazati čez, da bo to lepo negovano in še zato, da se ne bo pacalo in umazalo za v bodoče, lepo blišč čez nalepiti. In če smo tukaj na fizičnem področju tega vajeni, zakaj potem tega ne počnemo pri zvezah? Torej, zakaj potem pustimo rane, prepuščene same sebi, tiste rane, ki nastanejo v zvezi in zaradi partnerja? Ker smo tako vajeni, ker mislimo, da se s tem ni treba ukvarjati, ker je največkrat najlažje tako, ko imamo opravka in čas še z vsemi ostalimi stvarmi, da enostavno to prepustimo, ne? Pa sej bo že, pa si mislimo svoje, pa pogoltnemo besede, celo eksplodiramo nazaj, spet nepremišljeno in prizadanemo nove rane. In to ni okej. Tukaj se moramo tudi naučiti, da so rane pomembne, da jih moramo neprestano sanirati, da ne smemo pričakovati, da jih ni, ker so, in zgolj na ta način bomo uspeli ohranjati zvezo zdravo, trdno, kvalitetno in to v nedogled, če se bomo tako odločili, do konca. To je edina šansa, ampak temu mora potrebovati odločitev, da si tega želimo in takoj, ko se pojavi kakršnakoli razpoka, rana jo je treba sanirati. Ne pustiti in čakati, da bo zginila sama, ker ne bo. Rana sama se ne bo sanirala, tudi če se slučajno bo ostala ogromna brazgotina, pa ne bi bilo treba in verjemite, tudi brazgotine vplivajo na kvaliteto zveze. In če nastane razpoka, jo tudi treba sanirati, ali samo čakamo, kdaj se bo pač hiša podrla. Strehe menjamo, fasado obnavljamo, sebe lepotičimo, za zvezo je treba tudi skrbeti, za zvezo je treba negovati. Pika. In prej, ko bomo to osvojili, lažje bomo prišli do tega, da se bodo zveze ohranjale, če si seveda tega želimo.